Izvolite, predajam besedo. Najlepša hvala. Lepo pozdravljeni. Vesela sem, da smo se zbrali v tako velikem številu. Bom poskušala najprej deliti ekran. Sekundo. Mislim, da bi moralo iti. Ja, bo šlo. Vidimo, ne, predavanja verjetno. Pa datum vidim je napačen. Takole, moja naloga danes je, da govorimo o bolnikih z boleznimi srca in ožilja na potovanju. Mogoče najprej nekaj besed o potovanjih. Potovanje je seveda vse, oziroma so vse oblike odhoda od doma. To ne pomeni nujno, da moramo z letalom na drug konec sveta, to pomeni, da lahko gremo v sosednje mesto, v sosednji kraj, v sosednjo državo, lahko gremo z avtom, z avtobusom, lahko gremo z ladjo, lahko gremo na križarjenje z vlakom, kakorkoli. Vsak odhod od doma, ki nam v resnici za en krajši čas spremeni način življenja, način tudi prehrane, aktivnosti, vse to je potovanje. In če imamo ene kronične bolezni, je dobro, da smo na to tudi pripravljeni. Seveda si vsi želimo, da potovanje mine brez enih večjih zapletov, da se imamo na potovanju dobro, da pridemo nazaj zdravi in veseli novih doživetij, ampak včasih se dejansko splača, sploh če je to malo bolj kompleksno potovanje, na to tudi dobro pripraviti, zato da bo potem na koncu res tako, da bomo od potovanja odnesli samo lepe spomine, ne pa še kakšnih neljubih dogodkov. Zdaj, vsako potovanje so med sabo, kot smo rekli, zelo različna, in tveganje za zdravstvene zaplete je seveda odvisno od tega, kam gremo, od tega, kako potujemo, ali je to v skupini, ali gremo sami, ali si organiziramo potovanje sami, ali je to potovanje, kjer bomo spali v luksuznih hotelih, ali bomo morda v šotoru, ali bodo higienski pogoji slabi, vse to je odvisno, pač vse to vpliva na tveganje za zaplete. Tudi od vrste bolezni, s katero se spopadamo, ali pa mogoče celo več bolezni, in pa od tega, kako zmogljivi smo, če zmoremo hojo v visokogorje, ali pa morda je za nas že sprehod okrog Blejskega jezera velik napor. Tako da tudi vse to vpliva tako in bi moralo vplivati tudi na odločitve o potovanju, oziroma kam se bomo odpravili, in pa potem na pripravo na to naše potovanje. Prav je, da pred potovanjem v bistvu pridobimo ustrezne informacije, kako bomo to tveganje za zdravstvene zaplete na potovanju zmanjšali. Tukaj seveda velja pomembni so neki splošni nasveti, o katerih bomo tudi govorili, cepljenja, če je to relevantno. Seveda vedno, ko pomislimo na cepljenje, pomislimo, da je to smiselno samo takrat, ko gremo v neke zelo oddaljene kraje, pa nam grozijo nalezljive bolezni, kot je rumena mrzlica, hepatitis in tako naprej, pa vendar nas v vsakodnevnem življenju bolj ogrožajo ti bližnji patogeni, recimo na tetanus včasih pozabimo. Za tetanus je treba obnoviti cepljenje vsakih 10 let načeloma, oziroma se vsaj o tem posvetovati pri osebnem zdravniku. Tako da na to ne pozabite, ker je to preprečljiva bolezen, lahko pa zelo huda, če za njo zbolimo. Potem pridobiti je treba tudi informacije, kako se zaščitimo pred okužbami, pred drugimi nalezljivimi boleznimi, če gremo v neke tropske kraje, tudi o malariji, se da tudi za malarijo se da pridobiti zaščito, in pa kako bomo mi obvladovali svojo kronično bolezen na potovanju, kaj moramo vedeti, na kaj moramo paziti, in pač vse te stvari pridobiti veliko prej, preden kamorkoli sploh gremo. Idealen čas, da začnemo o tem razmišljati, je nekako 4 do 6 tednov pred odhodom. Zakaj tako dolgo prej, zakaj toliko tednov? Predvsem zato, ker če je potrebno pridobiti še opraviti kakšna cepljenja, je treba potem dovoliti tudi, da to cepivo, če smo se cepili, dejansko začne že učinkovati pred odhodom. Tudi nekatera zdravila, recimo nekateri antimalariji, ki so bili včasih takšni, da je bilo treba prej začeti jemati, predvsem pa, če je treba še kakšne pomembne stvari urediti, pridobiti dokumentacijo, je to, pač zato rabimo čas, in če začnemo urejati stvari 2 dni prej, je dostikrat prepozno in potem odidemo brez tega, kar ni najbolj modro. Ko odidemo
k nekom, ki nam bo pomagal pri organizaciji tega potovanja oziroma pri nasvetih okrog potovanja, takrat je že fino, da vemo, kam bomo šli oziroma kakšen je načrt potovanja, kako dolgo bomo odsotni, in pa seveda bo potreboval ta specialist ali kdorkoli pač bo se ukvarjal z našo zdravstveno težavo, vse podatke ali pa čim več podatkov o naših kroničnih boleznih in tudi o zdravilih, ki jih jemljemo. Kdo nam lahko pomaga s svetovanjem pred potovanjem? Gotovo je prvi tisti, ki nas najbolj pozna, a ne, to je zdravnik, specialist družinske medicine, ki pozna naša zdravila, pozna naše bolezni, tako da najbrž je to prvi naslov. Potem, odvisno zdaj, kam odhajamo, kaj potrebujemo, se lahko obrnemo na pač tudi na zdravnika specialista za tisto posamezno bolezen, ki je naša glavna težava, recimo za sladkorno bolezen, tudi za pljučno bolezen, a ne, tudi na kardiologa, če je potrebno. Veliko informacij in veliko koristnih nasvetov lahko dobimo pa tudi v ambulanti za potnike. Mogoče nekaj besed o tej ambulanti. Ambulante za potnike delujejo v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje na območnih enotah tega inštituta po celi Sloveniji, tako da je ta mreža dobro podprta. Tukaj sem zapisala spletno stran, kjer dobite v bistvu nekaj splošnih podatkov že napisanih oziroma splošnih informacij. Predvsem pa so tukaj kontaktne številke teh območnih enot, kjer se lahko naročite na pregled, na posvet in tudi na cepljenje. Oziroma tam vam lahko potem svetujejo tudi glede cepljenja, če je to cepljenje potrebno. Predvsem pa znajo svetovati okrog zdravstvenih težav v zvezi s potovanjem, oziroma kako jih bomo preprečili. Kaj bomo potem, ko že odidemo na potovanje, kaj si moramo pripraviti, preden gremo? To je izjemno pomembno. Enako pomembno je, da imamo to dokumentacijo oziroma te stvari s sabo, če gremo v kamp v Istri ali pa če gremo na Novo Zelandijo. Včasih to pozabljamo, včasih mislimo, da se gremo samo, ne vem, za en teden na morje, pa ne nesemo s sabo nič ali pa nesemo premalo. Pa vendar se nam lahko tudi tako blizu zgodi nek zdravstveni neljub zaplet, lahko se nam zgodi, da, kot smo se naučili v zadnjih letih, da nam zaprejo mejo, pa ne moremo domov, a ne, tako da pripravljen je treba vendarle biti, ne glede na to, kam odhajamo. Prav tisto, kar bi potrebovali, je neko pismo, kjer so navedene diagnoze, ki so naše diagnoze, alergije, in pa seznam zdravil, ki mora biti zelo natančen. Zelo dobro je, če gremo v zelo oddaljene kraje, da imamo ne samo ta komercialna imena, ampak tudi tista generična imena, se pravi prav ime zdravila, in odmerke navedene, se pravi koliko miligramov, kolikokrat na dan. To je lahko tudi recimo, če zadnji izvid enega specialista, kardiologa na primer, ali pa zdravnika za sladkorno bolezen, ki nas zdravi, če ta izvid to vsebuje, imamo lahko tudi tak izvid s seboj oziroma kopijo, sicer pa neko dodatno oziroma neko potrdilo, ki nam ga izda naš osebni zdravnik. Potem, če imamo veliko oziroma zelo dobro, če gremo daleč, recimo izven Evrope, kjer je teh kontrol mogoče več, ali pa če imamo veliko letalskih letalskih povezav, je zelo smiselno imeti tudi potrdilo, najraje seveda v angleškem jeziku, da so ta zdravila, ki jih prenašamo, oziroma medicinski pripomočki, to so na primer kakšne injekcijske igle, zdravila, ki so v obliki injekcij, recimo inzulin, a ne, da je to za našo osebno uporabo. Zato, da nimamo potem težav na mejah, na letaliških kontrolah, a ne, ampak da enostavno se to pokaže in potem običajno težav ni. Na potovanju je treba imeti vedno zalogo zdravil za 2-kratni čas potovanja. Se pravi, ne samo za en teden, če gremo za en teden, ampak za 2. Ta zdravila morajo biti vedno nekje blizu nas oziroma tako razporejena, da če slučajno izgubimo eno torbo, da so v drugi torbi. Dobro je, da so v originalnih ovojih, se pravi ravno zato, da nimamo potem težav na kakšnih kontrolah. Če gremo na letalo, so vsa zdravila ves čas z nami. Tukaj ne moramo tvegati, da nam izgubijo prtljago in ostanemo brez. Če uporabljamo medicinske pripomočke, recimo za kontrolo sladkorne bolezni ali pa kakšne druge aparate, vedno vzamemo s sabo še rezervne baterije, ker se lahko zgodi, da jih na tistem kraju, kamor odhajamo, nimajo.
po potrebi tudi rezervna očala, slušni aparat, če je možno. In pa seveda ne moram poudariti dovolj, ustrezno in dovolj obsežno zdravstveno zavarovanje, ki bo lahko pokrilo stroške eventualnih zdravstvenih zapletov oziroma zdravljenja v bolnišnici, morda tudi transporta domov, če bi prišlo do česa resnejšega. Zdaj pa dejansko še malo več, bolj konkretnega od tistih, ki imajo bolezni srca in ožilja. Potem na koncu bom nekaj na kratko povedala tudi za bolnike za sladkorno boleznijo, kronično pljučno boleznijo in boleznimi ledvic, ker se vendarle te stvari prepletajo. Dostikrat je tako, da imajo bolniki z boleznimi srca tudi katero od drugih naštetih bolezni ali pa celo več kot eno. Oziroma dejstvo, ki včasih ljudi straši, preden se odpravijo na potovanje, je to, da ko delajo statistiko o vzrokih smrti na potovanjih, so bolezni srca in žilja med vodilnimi oziroma vodilni razlog za smrt na potovanju. Pa vendar, to ne pomeni, da bolnik, ki ima bolezen srca in žilja ali ožilja, ne sme potovati. Treba je pa vendarle upoštevati neka določena priporočila, morda tudi omejitve, zato da je to potovanje potem dejansko varno. Kot smo rekli, se pred potovanjem oglasimo vsaj pri svojem osebnem zdravniku za posvet, morda tudi za pregled. In nekako splošno pravilo je, da če lahko prehodimo 100 metrov brez bolečine v prsih ali pa težkega dihanja, potem smo načelno sposobni za potovanje. Pri bolnikih s srčnim popuščanjem je treba dodatno preveriti tudi zasičenost krvi s kisikom, s tem oksimetrom, to je saturacija, da se vidi, če je vsaj v mirovanju ali pa po teh prehojnih 100 metrih zasičenost krvi dovoljšna. Pa nekaterim skupinam bolnikov z boleznimi srca bomo vendarle potovanje tudi odsvetovali, ob takem pregledu. To so gotovo tisti, ki imajo zelo hudo srčno popuščanje, ki imajo motnje srčnega ritma, ki niso dobro pod kontrolo, ali imajo angino pectoris, kjer se bolečine pojavijo že zelo ob majhnem naporu ali pa praktično v mirovanju. Če imajo arterijsko hipertenzijo, ki je zelo slabo urejena, z pogostimi porasti pritiska, tudi tam nad 200, nad 180 milimetrov Hg zgornjega pritiska, če imajo hudo okvarjene srčne zaklopke, pa imajo ob tem težave in še to ni bilo urejeno, in v nekem kratkem obdobju po srčnem infarktu, po srčno-žilni operaciji 2 tedna tudi ne, in pa 2 tedna po možganski kapi. V tem času velja, da je treba vsa nenujna potovanja odložiti, dokler pač ustrezen čas ne mine oziroma se ta stanja ne uredijo. Kar se cepljenj tiče, je pred nekim daljšim potovanjem ob tistih priporočenih cepljenjih glede na destinacijo, kamor odhajamo, dobro biti cepljen tudi proti gripi oziroma pnevmokoku in pa hepatitisu B. Kar se tveganj na potovanju tiče za bolnike z boleznimi srca in ožilja, pa tudi velja nekaj splošnih priporočil oziroma tisto, kar tvegamo, če nismo dovolj na potovanju pozorni, je dehidracija, ki bo povzročila nizek krvni tlak. Tisti, ki imajo bolezni srca, pogosto jemljejo zdravila, ki tudi znižujejo krvni tlak, in če ne poskrbimo za dovolj velik vnos tekočin, bo lahko tlak nizek ali pa prenizek, nižji kot doma, takrat to lahko povzroči tudi težave, tako da na to je treba paziti. Zakaj je to na potovanju bolj aktualno? Ker pač doma imaš nek red, na potovanju se pa ta red hitro poruši, ni časa, ni na voljo tekočine, se zgodi, da ni, in potem pozabiš piti in je tega enostavno premalo. Potem je treba pač na potovanju lahko nas ogrozi tudi neka okužba, bodisi dihal, recimo pljučnica ali pa kakšna druga okužba, ob kateri se lahko poslabša naša osnovna bolezen srca. Lahko poslabšamo osnovno srčno bolezen tudi s tem, da se izpostavimo prevelikemu telesnemu naporu ali pa da se izpostavljamo prevelikim temperaturnim ekstremom, se pravi, da smo predolgo v preveč vročem okolju ali pa predolgo v preveč mrzlem. Tako da ti temperaturni ekstremi absolutno niso, ta potovanja v take kraje absolutno niso primerni za bolnike z boleznimi srca in ožilja, vsaj praviloma ne.
kakšna priporočila je pametno upoštevati, a ne, predvsem, kar se tiče tekočin, sem že prej govorila, paziti, da je ta vnos primeren. Se pravi, če bo zunaj bolj vroče, moramo vendarle več piti. Tudi če imamo srčno popuščanje in so nam ves čas govorili, da več kot 1,5 litra skupaj s hrano ne smemo spiti. Ampak če je zunaj 40 stopinj, pa ne bomo pili malo več, bo gotovo narobe. Tudi je treba paziti, da je način potovanja takšen, da je možen počitek, se pravi, da se lahko spočijemo, da ni tempo potovanja prehud, a ne, včasih v kakšnih organiziranih skupinah, kjer je treba pogledati, ne vem, 1000 znamenitosti v enem dnevu, tam potem zmanjka časa za počitek, ni cela skupina enako zmogljiva, ni cela skupina enako zdrava, ne, tako potovanje zna biti zelo naporno in lahko vodi tudi v prekomerno utrujenost oziroma lahko tudi na koncu zdravstven zaplet. Zelo velikim naporom, telesnim naporom se ravno tako treba izogibati, ne smemo, če ne vem, nikoli ne gremo niti na Šmarno goro, potem ne moramo pričakovati, da bomo šli na en velik hrib na potovanju, ker pač nimamo dovolj kondicije in če bomo to načrtovali, potem bomo imeli gotovo težavo. Glede zdravil, morda nekaj posebnosti, a ne, za tiste bolnike, ki jemljejo amiodaron, našteta so tudi komercialna imena, pri tem zdravilu je treba paziti, ker povzroča preobčutljivost na sonce. Tako da je treba uporabiti kreme proti soncu z velikim faktorjem, zato da nimamo težav s kožo. Veste tudi, da za bolnike, ki jemljejo zaviralce vitamina K, tako kot je marevan ali pa sintrom, da pri teh zdravilih, a ne, če spreminjamo prehrano, spreminja tudi vnos alkohola in tako naprej, to precej vpliva tudi na vrednosti INR, tako da je treba biti posebej previden. Kaj torej potrebuje nek popotnik ali pa, ko gremo na potovanje in imamo bolezen srca in žilja, poleg vsega, kar sem že prej povedala, gotovo je dobro, da imamo s seboj nek zadnji EKG posnetek. Zakaj? Če bomo imeli na težavo na potovanju, recimo bolečino v prsih, in bomo prišli na njihovo urgenco, pa bojo tam posneli EKG in če ga ne bojo imeli s čim primerjati, potem ne bodo znali presoditi ali pa jim bo veliko težje, ali je to zdaj neko urgentno stanje ali so morda te spremembe v EKG tam prisotne že prej, pa morda ni potrebna tako intenzivna obravnava. Tako da zdravstvenemu osebju absolutno veliko olajšate, če imate s sabo EKG posnetek, tudi če greste samo v Istro za en teden na morje. Vsi bolniki s koronarno boleznijo absolutno potrebujejo tudi nitroglicerinsko pršilo za primer, da bi se pojavila prsna bolečina ob naporu, da si lahko pač pomagajo to bolečino obvladati. In pa za tiste bolnike, ki imajo srčni spodbujevalnik ali pa defibrilator ali pa kakšno drugo tako napravo vstavljeno, vedno je treba nositi s sabo izkaznico, iz katere je razvidna vrsta te naprave, ki so nam jo vsadili, po možnosti tudi, kdaj je zadnjič bila narejena kontrola delovanja, se pravi, kdaj je bil zadnji obisk v ambulanti za kontrolo srčnega spodbujevalnika, mogoče imamo lahko s sabo zadnji izvid. V idealnem primeru pomaga tudi EKG posnetek iz tistega obdobja pred ustavitvijo naprave, če ga seveda imamo, sicer pa tudi ni tako nujno. Če bi se odpravili na visoko nadmorsko višino, se pravi nad 2500 metrov, potem to tudi ni primerno za vse bolnike z boleznimi srca. Zdaj tukaj govorim predvsem o tem, da bi šli na take visoke višine in potem tam tudi ostali, da bi prespali, ne, da ostaneš dlje časa tako visoko. To pri nas praktično skoraj ni možno, ampak nekje v tujini pa absolutno je. Če za bolnike, ki imajo hudo srčno popuščanje, slabo urejen krvni tlak ali pa pomembno pljučno hipertenzijo oziroma so nedavno utrpeli možgansko kap ali pa srčni infarkt, taka potovanja niso primerna, zato ker tvegamo bodisi višinsko bolezen, bodisi druge zaplete. Kako je pa z letalom? Če želimo potovati z letalom, je treba misliti tako na samo potovanje z letalom, kot na tisto prej. Veste, da na letališčih, letališča so velika, treba je prenašati prtljago, že to, da hodiš po letališču, je lahko kar velik napor za nekoga, ki tega ni vajen. Dobra novica tukaj je, da se pač
tukaj da tudi pomagati, če se dovolj zgodaj obvesti letališko osebje, potem ti lahko uredijo pogosto dejansko zastonj, eno spremstvo, ki te z vozičkom potem odpelje do tvojega letala, ne, da ne prehodiš celega letališča in da se ti ne mudi, da nisi pod stresom zaradi tega. Tako da to je absolutno nekaj, kar se včasih premalo ve, da je možno, pa vendarle je možno, a ne, tako podobno kot je Kavalir v Ljubljani, ali pa pač letališča imajo to urejeno in se da urejati. Tisto drugo, kar je treba še vedeti, pa ima zvezo s samim letalom. Namreč, ko smo mi v letalski kabini, je tam približno tako, kot če bili na Triglavu, a ne. Nižji delni tlak kisika je v vdihanem zraku in to gotovo vpliva tudi na ljudi, ki imajo bolezni srca in bolezni pljuč. Tako da delni tlak je nižji, a ne, ampak ni pa nobenih dokazov, da bi to pomembno vplivalo ali pa na ljudi, ki imajo bolezni srca in žilja, da bi v bistvu vplivali na prekrvitev srca, na motnje srčnega ritma, če na tleh ni nekih posebnih težav. To velja za polete, ki so krajši od 12 ur, kar je večina, a ne. Ampak vseeno, če smo že na tleh zelo slabo zmogljivi, recimo, da tisto, kar sem prej rekla, da manj kot 100 metrov ne prehodiš, a ne, potem boš pa lahko imel na letalu težave in zato tak bolnik težko leti. Tako da za potovanje z letalom gotovo niso sposobni vsi. Tako kot smo že prej rekli, da niso sposobni za potovanje, ne, tudi za letalo niso tisti s hudo napredovalim srčnim popuščanjem ali pa 6 tednov po tem, ko so bili v bolnici zaradi srčnega popuščanja, 2 tedna po srčno-žilnih operacijah, 2 dni po tistem, ko bi nam ustavili recimo srčni spodbujevalnik ali pa naredili koronarografijo, angiografijo ali pa ablacijo srčnega ritma, tudi ne tisti, ki imajo motnje srčnega ritma, ki niso dobro nadzorovane ali pa so imeli srčni infarkt, pa v bistvu to še ni bilo razrešeno, a ne, še niso imeli, niso še stentov vstavili ali kakorkoli. Tak bolnik na letalo ne more. Pogojno lahko gre na letalo bolnik, ki ima sicer srčno popuščanje, ampak je ob tem relativno dobro zmogljiv, ali pa tak, ki ima angino pectoris, ampak se bolečine v prsih pojavljajo že ob relativno majhnem naporu. Tukaj se pogojno da urediti oziroma da dovoliti letalski polet, vendar je treba imeti pomoč letališkega osebja in pa tudi dodatek kisika med poletom. Tudi to ni velik bav. Včasih so potovanja tudi nujna, ne, so družinske zadeve, so kakorkoli, ni vse potovanje samo za zabavo, in včasih se pač temu ne da izogniti in je treba tudi leteti. Tisti potniki, ki imajo vsadne naprave za srce, se pravi defibrilator ali pa srčni spodbujevalnik, je pogosto vprašanje, ali lahko, če lahko ta vrata za detektor kovin kakorkoli poslabšajo delovanje teh naprav. Vrata za detektor kovin sigurno ne vplivajo na delovanje in lahko gremo čez njih. Težava je z ročnimi detektorji kovin, predvsem pri defibrilatorju, tako da tukaj je treba opozoriti osebje o tem aparatu, ki ga imamo. Daleč najlažje je, če imamo izkaznico, jo pokažemo in potem s temi stvarmi so seznanjeni in so bolj pazljivi. Zdaj pa še nekaj besed priporočil za tiste bolnike, ki imajo sladkorno bolezen. Na potovanju, kakršnokoli potovanje to je težje nadzorovati sladkorno bolezen, a ne? Zato, ker je spremenjen režim, ker je spremenjena prehrana, tako da se priporoča, da se kontrole krvnega sladkorja opravlja bolj pogosto, da se kljub vsemu trudimo, da so obroki čim bolj redni, a ne? In predvsem, da ne potujemo sami. In da naši sopotniki poznajo ukrepanje v nujnih stanjih, se pravi, da vedo, kaj narediti pri nizkem krvnem sladkorju, da vedo, kako ukrepati, če nastopi težava. Tisto, kar je najbolj važno, je to, da se izogibamo hipam, se pravi tem prenizkemu krvnemu sladkorju, ki nam lahko povzroči dodatne probleme, in v tem izrednem stanju, kot je potovanje, ne, takrat je izogibanje hipam bolj pomembno, kot pa neka optimalna urejenost bolezni. Težava je v tem, recimo, če uporabljamo inzulin, ta se po tistem, ko ga iniciramo, hitreje vsrka, kadar smo v toplem obdobju, se pravi recimo, ne vem, na morju, v tropskih krajih, in prej začne delovati,
počasneje pa na mrazu, če smo v zelo mrzlem okolju. Tako da to je treba absolutno upoštevati. In pa tudi na potovanju imamo dostikrat neke aktivnosti, ki so večje kot običajno ali pa neobičajne, in takrat potem tudi ta poraba inzulina ni taka, kot smo jo sicer vajeni. Tudi tukaj velja cepiti, tako kot smo rekli. Ogrožajo te bolnike ravno tako kot pri bolezni srca in žilja dehidracija, absolutno okužbe, bolniki s sladkorno boleznijo so že tako ogroženi za okužbe. In zelo pomembno je, da se izogibamo poškodbam kože, predvsem stopal. Bolnik s sladkorno boleznijo kamorkoli gre, ne sme hoditi bos, obutev mora biti udobna, taka, da ne povzroča žuljev, in kakršnakoli ranica nastane, jo je treba takoj oskrbeti, in če se začenja okužba, takoj reagirati. Pomembno je, da ima tudi seveda bolniki s sladkorno boleznijo neko kartico, zapestnico, da takoj se prepozna, da ima sladkorno bolezen, da imajo zdravniško potrdilo za lancete, za glukometer, za zdravila, da je to za njihovo osebno uporabo, da poznajo navodila za ukrepanje v primeru nujnih stanj, da imajo s sabo ves čas prigrizke, bodisi tako take z enostavnimi sladkorji kot sestavljenimi, in tudi tukaj seveda dvakratna zaloga in zdravil in pripomočkov za kontrolo krvnega sladkorja. Pomembno je tudi, da inzulin hranimo vedno na hladnem, bodisi v hladilniku ali v potovalni hladilni torbici, nikoli pa ne sme zmrzniti, ker potem ga v bistvu lahko samo še zavržemo. Se pravi, če imamo neke te ledene obloge ali kakorkoli, ne sme biti direktno gor inzulin postavljen. Pri potovanju z letalom velja, tako kot smo rekli že prej, da se tudi tukaj da urediti z letalsko družbo diabetični obrok, ni pa ta absolutno nujen. Bolj pomembno je, da so obroki kolikor toliko redni, da imamo vsa zdravila v ročni prtljagi. Kar se tiče, če prečkamo veliko časovnih pasov, tablet in pa teh novejših zdravil ne prilagajamo, kratko delujočega inzulina tudi ne, dolgo delujoče inzuline pa. Zato obstajajo posebne sheme, ki jih poznajo v teh ambulantah za sladkorno bolezen, in se je treba takrat natančno o tem pozanimati. Čeprav velja, da če potujemo za manj kot 3 dni oziroma zamenjamo manj kot 5 časovnih pasov, ne prilagajamo sploh, se držimo domače sheme. Tukaj ne bomo o tem natančno govorili, ampak če potujemo na zahod, potem bomo na začetku zvišali odmerek inzulina, če potujemo na vzhod, je prvi odmerek nižji, potem pa tako kot običajno. Še nekaj besed o kroničnih pljučnih boleznih, na kaj je treba paziti tam. Tudi tukaj seveda ocenimo zmogljivost pred potovanjem, zasičenost krvi s kisikom, gotovo tudi, podobno kot pri boleznih srca in žilja. Na cepljenje je treba paziti tako proti gripi in pnevmokoku, ogroža pa te bolnike poslabšanje osnovne bolezni ob okužbah, ob naporu, in tudi tukaj je treba paziti na mraz, mraz lahko recimo poslabša simptome astme. Tudi tukaj morajo imeti bolniki za primer akutnega poslabšanja te vpihovalnike, eventualno tudi kortikosteroide, se pravi medrol, vedno s sabo, vedno v ročni prtljagi. Tisti bolniki, ki imajo doma trajno zdravljenje s kisikom, se pravi, da imajo ves čas te jeklenke, tak bolnik pred potovanjem rabi potrdilo zdravniško o tem, kakšen pretok kisika uporablja. Pred odhodom se mora vedno pozanimati, kje se bi te jeklenke na potovanju dalo polniti, da ne ostane brez, in če je treba iti z letalom ali pa z ladjo, takrat obvestiti tudi to letalsko oziroma ladijsko družbo dovolj zgodaj. Na letalu mora biti ta pretok kisika podvojen, zato dejansko obstaja neka omejitev, pri katerih pretokih se sploh še sme potovati. Tako da to pulmologi vedo, v tem primeru se je treba absolutno pozanimati pri lečečem specialistu pulmologu. Tukaj, kar se letala tiče, poleg teh spremenjenih fizioloških pogojev je pomembno tudi, da je zrak v letalski kabini suh, kar lahko poslabša astmo, in pa za bolnike z boleznimi pljuč je ravno tako to napor, to hoja po letališču, prenašanje prtljage, in je treba urejati pomoč letališkega osebja, če je treba.
Pri teh bolnikih odsvetujemo potovanje tistim, ki imajo aktivno pljučno tuberkulozo, tistim, ki izkašljujejo kri in imajo visoke pretoke kisika ob zdravljenju na domu s kisikom. Če so utrpeli pnevmotoraks, se pravi, da v bistvu preluknja na ovoj pljuča, nedavno oziroma so bili pred manj kot 2 tednoma operirani na prsnem košu, tak bolnik za potovanje z letalom ni sposoben. Previdni moramo biti pa vseeno tudi pri tistih, ki imajo hudo obstruktivno pljučno bolezen, se pravi KOPB, slabo urejeno astmo, cistično fibrozo ali pa so imeli recimo hudo pljučnico pred manj kot 6 tedni. Tako da pri teh bolnikih je treba dodatne preiskave narediti, potreben je pregled pri pulmologu, pomeriti zasičenost krvi s kisikom, vse to, ali vsaj pri osebnem zdravniku, sicer pa pri pulmologu. Še beseda o tistih bolnikih, ki imajo kronične, bolezni ledvic. Tukaj jih na potovanju ogrožajo predvsem okužbe, tako da je treba na to paziti. Pri tistih, ki so na hemodializi doma, sama hemodializa ne pomeni, da nikoli ne moreš nikamor odpotovati, ampak da je treba se res zelo dobro organizirati, ker boš pač hemodializo potreboval kamorkoli greš, in je treba to organizirati vnaprej. S sabo rabijo ti bolniki potrdilo oziroma dokazilo o tem, kako, po kakšnem protokolu jih zdravijo v domačem dializnem centru. Potem pa še nekaj besed o eni bolezni, ki lahko nastane v povezavi s potovanjem. To je venska tromboza oziroma pljučna embolija. To so strdki v venah, praviloma na nogah, ki lahko potem tudi odletijo v pljučne žile in zamašijo še tam, pač katero od žil in naredijo težave. Potovanje samo je tukaj lahko dejavnik tveganja, predvsem so tukaj ključna potovanja z letalom in pa tudi z avtobusom, ker za vensko trombozo se tveganje poveča, če smo utesnjeni, če so kolena stalno v nekem zakrčenem položaju, kar je praviloma takrat, kjer je malo prostora, kjer se ne moramo sprehoditi. Tveganje je predvsem odvisno od tega, kako dolgo potujemo, največje je tam, kjer potujemo več kot 8 ur z držema, zanemarljivo pa tam, kjer je tega manj kot 3 ure. Vplivajo pa tudi značilnosti tistega, ki potuje, se pravi, če je nekdo prekomerno težek, je že imel vensko trombozo, je ta v družini, to so vse dejavniki, ima hude krčne žile, tam je bolj nevarno, da bi se zgodila venska tromboza na potovanju ali po potovanju. Kaj lahko naredimo, da bi jo preprečili? Za vse potnike velja, da če potujejo več kot 3 ure v kateremkoli prevoznem sredstvu, če je to avtobus ali pa letalo, naj bo to sedež v prehodu, če se da, piti je treba dovolj tekočine, to ni mišljeno alkohola, ampak pač brezalkoholnih pijač, in nekako vsake 2 uri en kratek sprehod narediti tudi po koridorju, po avtobusu se da, avtobusi se sicer ustavljajo tudi na 2 uri, pa se daje vsaj en krog okrog avtobusa, ampak tudi na letalu je možno se vsaj malo razgibati, ali pa vaje delati z stopali, pod sedežem, tako da vsaj na to je treba misliti. Za tiste, ki so bolj ogroženi, pa priporočamo še kompresijske nogavice, take kot za krčne žile, izjemoma, če zdravnik presodi, pa lahko tudi nek preventivni odmerek zdravila proti strjevanju krvi. To ni aspirin, aspirin v tem primeru ne pomaga, če želimo pač dejansko zaščito, če je ogroženost velika, potem je treba dati druga zdravila. S tem bom jaz zaključila in bi rada, da ostane eno tako sporočilo, da je potovanje lahko varno tudi, če imamo kronično bolezen in je nam lahko v veselje, to ni razlog, da v bistvu ne moramo nikamor iti. Pomembno pa je, da se pač posvetujemo s tistim, ki nam lahko da ustrezne informacije in da se posvetujemo dovolj zgodaj, da lahko še ukrepamo in kaj uredimo. Predvsem mora pa bolnik sam veliko vedeti o sebi, o svoji bolezni in pa potem vsa ta priporočila, ki jih je dobil, da bo ohranil zdravje na potovanju, tudi upoštevati. Zato, da bomo v tistem, na koncu, v tistem predelu tega smeškota in da se ne bomo srečevali z zdravstvenim sistemom na različnih koncih sveta. Najlepša hvala. Ja, zdaj, ker
Lahko postavite kakšno vprašanje, če imate za predavateljico. Drugače pa je v chatu, imamo eno vprašanje. Kakšni so znaki napredovalnega srčnega popuščanja? Najprej je treba imeti diagnozo srčnega popuščanja, ne? Ampak napredovalo srčno popuščanje se praviloma kaže s tem, da smo zelo slabo zmogljivi. Za nas je vsaka stvar napor, že hoja 100 metrov, hoja v prvo nadstropje po stopnicah, je težava, se zadihamo, ne zmoremo. Pogosto so zelo otekle noge, lahko po noči potrebujemo več blazin zato, da lahko sploh dihamo, ker z nizkim zglavjem nas zbuja sapa. To je v bistvu neko hudo srčno popuščanje. Bolniki s hudim srčnim popuščanjem so izjemno slabo zmogljivi. Predvsem to. Dobro. Potem imam pa jaz eno vprašanje, ki je na Facebooku, ampak ga samo na telefonu vidim. Kakšna je zame stopnja ogroženosti pri vožnji z letalom, glede na diagnozo hipertrofična kardiomiopatija, atrijska fibrilacija, ventrikularna tahikardija, srčno popuščanje, zastoj zastojna srčna odpoved in možnost nenadne smrti. To je preobsežno vprašanje za takole sfero našo, to je vprašanje za kardiologa, ki tega bolnika pozna. Ne morem odgovoriti, na žalost, zato ker to vse so diagnoze, ki so lahko zelo hude, lahko predstavljajo zadržek za potovanje z letalom, ni pa nujno, ker je odvisno, kako so obvladane, kaj smo že naredili, da ne bi bilo zapletov z te strani. Tako da žal ne morem odgovoriti, priporočam pa, da se posvetujete z kardiologom, ki vas pozna, ki vas zdravi in mu postavite točno takšno vprašanje. Dobro, potem je pa še koristni Samo pohvala v bistvu, da so zelo koristni napotki gospoda Černeliča. Hvala. Ja. Kar izvolite. Samo mikrofon morate vključiti. Ne bo? Halo? Ja, kar izvolite. Zdaj ne vem, ali se je še kdo drug javil, ali sem... Kar izvolite. Gospa doktor je omenjala zaviralce vitamina K. Zanima me zaradi tega, ker sem imela v marcu sem prebolela pljučno embolijo in sem dobila Eliquis in me zanima, ali je tudi Eliquis... Čakaj, kaj? Ja, vidim, ja. Eliquis med zaviralci vitamina K, drugače pa jemljem še Prenevel za hipertenzijo in Biol za aritmijo srca. To, kaj je že embolijo, sem dobila predvidoma po koroni. Vene so v redu, so že pregledane. Zdravilo pa pač bom je mogla jemati. Kontrolo na tej ambulanti imam pa konec aprila. Mogoče vprašanje glede Eliquisa. Eliquis je zdravilo za redčenje krvi. In kar se učinkovitosti tiče, je enak, kot so tisti zaviralci vitamina K. Potem, zakaj ga uporabljamo, potem, kako je učinkovit in kaj na koncu naredi, preprečiti strdke. Je pa prednost Eliquisa in njemu podobnih zdravil v tem, da je bistveno manj na njega vplivajo prehrana, to ste najbrž slišali takrat, ko so vam to zdravilo dali, bistveno manj vpliva prehrana, sprememba načina življenja ali kakorkoli. Marevan oziroma tisti zaviralci vitamina K so taka zdravila, da mi rečemo, da imajo zelo ozko terapevtsko okno, se pravi 1, 2, 3 se zruši tisto, kar je ravno prav. Pri Eliquisu pa ni tako. Pri Eliquis je zelo stabilno zdravilo, kjer v bistvu s prehrano zelo težko kaj vplivamo, kaj pokvarimo, spremenimo in je zaradi tega lažje uporabljati. In tudi zato nisem dala nobenega posebnega opozorila za potovanje, razen tega, da je pač to treba redno jemati.
Ne vem, če sem odgovorila, ampak kot vrsta zdravila in na to, kako deluje, kaj nanj vpliva, je drugačno kot tisti zaviralci vitamina K. Najlepša hvala. Prosim. Še kdo? Očitno nič več. Potem bi se kar zahvalila jaz v imenu Hvala lepa. društva, v Vam. imenu vseh verjetno za zelo fajn predavanje. Ja, hvala lepa, no. Očitno smo kar zaključili, ja. Hvala lepa, lep večer vsem. No, enako. Zahodne, kam gremo. Ja. Tako. No, srečno, nasvidenje. Najlepša hvala za predavanje. Nasvidenje. Nasvidenje. Nasvidenje.